prva stopnja je, da mora nek zdravnik, ki obravnava bolnika, posumiti na Fabryjevo bolezen. To je predpogoj za vse. No, in ko se ta klinični sum postavi, potem se lahko bolniku odzame vzorec krvi in se ga pošlje v laboratorij. In tukaj pa dejansko laboratorijski strokovnjaki stopimo v spredje. Zdaj, nimamo več diagnostičnih testov na voljo. Prej smo že slišali, da je okvarjen encim, in mi lahko konkretno merimo aktivnost tega encima. Se pravi, kadar je aktivnost izjemno znižana ali pa celo odsotna, takrat na ta način lahko sklepamo, da dejansko gre za Fabryjevo bolezen. Torej na nivoju encima. Lahko pa te preiskave izvedemo tudi na genetskem nivoju, kar pa pomeni, da izoliramo genetski material, torej DNA iz vzorca krvi, in potem iščemo v genu, ki je povezan s Fabryjevo boleznijo, neko spremembo, napako, odstopanje, ker namreč ta sprememba, genetska sprememba je vzrok za to, da informacija za nastanek encima ni popolna, encim se torej ne sintetizira, je okvarjen, ne more funkcije upravljati in to je potem vzrok. Se pravi, z genetskimi testi mi dejansko genetski vzrok prepoznamo. Zdaj, ta stopenjski pristop laboratorijske diagnostike, torej encimska diagnostika, pa potem šele genetska diagnostika, pride v poštev za moške. Pri ženskah pa, kot smo že slišali, bolezen poteka na poseben način, ker je pač X vezana bolezen in v bistvu določanje encimske aktivnosti pri ženskah ni zanesljivo, ni vedno zanesljivo in zato pri ženskah vedno že v prvi fazi posežemo po genetskih preiskavah. Zdaj, kljub temu, da je Fabryjeva bolezen redka, imamo na voljo že v Sloveniji teste, torej izvajamo obe vrsti preiskav, encimsko diagnostiko in genetsko diagnostiko in s tem je omogočena v bistvu diagnostika te bolezni tudi v Sloveniji. Na pediatričnem kliničnem laboratoriju to izvajamo.